Dobar dan vsem. Napravimo zdaj študij te trigonometrične funkcije. Minus 2 kosinus na drugo x minus sinus x plus 1. Ta je definirana na vseh realnih številih, ker sta definirana tako kosinus in sinus. Je periodična s periodo 2pi, ker imata to periodo kosinus in sinus. Zato bomo študirali funkcijo na eni periodi, ki je široka 2pi. Tukaj sem dal od nič do 2pi. Bi lahko tudi od minus pi do pi. To je ena izbira. Je odvisno od tega, kaj dobimo za ene vrednosti, ko rešujemo trigonometrične enačbe. Ne bo menjalo dosti. Ja, tukaj sem tudi dal proč en ekstremi, to navadno se naredi, ker funkcija v obeh ekstremih ima isto vrednost. Torej, en ekstrem lahko damo proč, znamo, da itak tam se bo ponavljalo. Ja, torej, je naša izbira, če zberemo od nič do 2pi ali od minus pi do pi. Če dobimo, ko rešujemo trigonometrično enačbeno rešitev, ki je izven intervala, ji dodamo ali odvzamemo 2pi, tako da gre znotraj intervala. Ja, in v rešitvah ne pišemo periodo, da dodajemo, ker itak nas zanima samo tukaj notri. Torej, poglejmo, če funkcija je soda ali liha, to navadno se zmeri pogleda pri trigonometričnih funkcijah. F od minus x, tukaj damo kosinus od minus x, tukaj sinus od minus x, kosinus je soda funkcija, torej to je kosinus x, itak gre na drugo, sinus je liha, torej sinus od minus x je minus sinus x, tem minusom prije plus, dobimo en izraz, ki ni neenak ne f od x in niti minus f od x, torej ni ne soda ne liha. Zračunamo funkcijo v nič, torej kosinus nič je 1, minus 2, tukaj sinus od nič je nič, plus 1, dobimo funkcijo v nič je minus 1, tudi v 2pi bo veljala minus 1, ker mora imeti isto vrednost, prav ker je periodična s periodo 2pi. Sedaj, predno gremo naprej, dobimo en drugi izraz za našo funkcijo, ker tukaj imamo kosinus in sinus, hočemo imeti eno samo od dveh. Torej, ker sinus je na prvo, bomo zamenjali kosinus, torej tukaj namesto kosinus na drugo damo 1 minus sinus na drugo, tukaj pomnožim, preuredim in dobim, zmerim mojo začetno funkcijo napisano samo z sinusom. Sedaj iščemo, kdaj je moja funkcija velja nič. Torej postavimo, torej sem napisal oba izraza tukaj, da moja funkcija velja nič. Torej tukaj zamenjam znova neznanko t in sinus x, imam polinom v t-ju enak nič, rešim z formulo za enačbe druge stopnje, in dobim dve vrednosti za t, minus 1 polovica in 1, ampak t je bil sinus x, torej sinus x je minus 1 polovica ali pa sinus x je enako 1. Moram rešiti te dve, zato si lahko narišem trigonometrično krožnico. Sinus x je minus 1 polovica, torej imam to vrednost in to vrednost. Vsekakor, če bi pisal plus 1 polovica, bi dobili 30 stopinj. Tukaj je jasno, da bo minus 30 stopinj, torej minus pi šestin. Minus pi šestin je izven mojega intervala od nič do 2pi, zato bom mogel spremeniti, ampak prej vseeno rabim to vrednost, zato da zračunam drugo vrednost, ker druga vrednost, ko imamo sinus, je pi minus prejšnja vrednost, pi minus minus pi šestin, pi plus pi šestin, 6 šestin plus 1 šestina, 7 šestin pi. Tukaj pa, za to prvo vrednost, bom dodal 2pi, zato da smo notri v intervalu, to je 12 šestin, minus 1 šestina, 11 šestin pi. Tako sem dobil ničle funkcije. Sedaj moram dobiti predznak funkcije. Kako si bomo pomagali? Ni prav tako enostavno. Torej, ta polinom v t-ju, tukaj ga ponazorim, je parabola obrnjena navzgor in ima ničli v minus 1 polovica in 1. Sedaj se vprašamo, kdaj je ta polinom večji od nič in kdaj je manjši od nič. Ker če mi se spomnimo, ta t je sinus x, ta polinom zračunan v sinusu je prav moja funkcija. Torej, iz risbe vidimo, da ta polinom je večji od nič, ko smo tukaj in tukaj, ko t je manjši od minus 1 polovica ali ko t je večji od 1 in je negativen, ko t je med minus 1 polovico in 1. Ja, in ker se spomnimo, da t je prav sinus x, narišemo trigonometrično krožnico, sinus je koordinata y točke na enovski krožnici. Torej, tukaj je pozitiven, ko t, torej sinus, je manjši od minus 1 polovice.
Torej, ko smo tukaj, ali pa ko sinus je večji od 1, to se ne bo nikoli zgodilo. Tisto nam ne da rešitve, ker sinus je minus 1 in 1. Tukaj pa, ko sinus je med minus 1 polovico in 1, smo tukaj, torej imamo vse te kote, tukaj moja funkcija negativna. In torej zdaj tukaj lahko napišem v vseh intervalih, kdaj je funkcija pozitivna in kdaj je negativna. Dobimo zdaj odvod. Torej, rabimo ta izraz tukaj, ta 2, gre dol, imamo 4, sinus na prvo, krat odvod od sinusa, ki je kosinus, minus odvod od sinusa je kosinus, in to gre proč z odvodom konstanta. Tukaj se mi splača izpostaviti kosinus x. In torej sem dobil moj prvi odvod napisan kot produkt dveh funkcij. Se vprašamo, kdaj je enak nič produkt. Enak nič, ko je en faktor nič ali ko je drugi faktor nič. Torej, ko kosinus x je nič ali ko 4 sinus x minus 1 je enako nič. Če obrnemo, je ko sinus x je 1/4. Torej, moramo rešiti to enačbo, kosinus x je enako nič, sinus x je 1/4, narišemo tukaj. Torej, za kosinus pazimo je koordinata x od točke na enovski krožnici in mora biti enaka nič, torej imamo 90 stopinj pi polovic ali 270 stopinj 3 polovice pi. Nekdo bi lahko rekel minus 90 stopinj, ja, ki bi bilo minus pi polovic, ampak je izven našega intervala od nič do 2 pi. Torej, damo to, 270 stopinj 3 polovice pi. Tukaj sinus x je enako 1/4, tukaj imamo 1/4, imamo ta dva kota tukaj, moramo nujno rabiti približke, ne bo šlo drugače. Torej, ta vrednost tukaj je arc sinus od 1/4, sem zračunal z znanstvenim žepnim računalnikom, nič več za 25, in to se mi splača tudi napisati kot večkratnik od pi. Kako naredim? Delim in množim s pi, torej nič več za 25, zračunam deljeno 3 več za 14, dobim to, torej krat pi. Zakaj mi to rabi? Za drugo rešitev, ker druga rešitev, ta vrednost je pi minus nič več za nič 8 pi. In torej tukaj imam 1 minus nič več za nič 8, nič več za 92 pi. In to napišem tudi tako, pomnožim s 3 več za 14. Torej sem dobil ničle prvega odvoda, sedaj moram dobiti predznak prvega odvoda. Se spomnimo, naš prvi odvod je produkt dveh funkcij, torej bomo posebej pogledali predznak enega faktorja in drugega in potem bomo dali skupaj shemo. Torej, predznak od kosinusa ni težko, se izniči v pi polovici in 3 polovice pi. Kosinus je koordinata x od točke na enovski krožnici, torej tukaj je pozitivna, tukaj je negativna. Je precej jasno, kako je predznak od kosinusa. Ta predznak od tega izraza, pogledamo, 4 sinus x minus 1. Sedaj, za večjo jasnost, naprimer napišimo si, kdaj je večji od nič, v nasprotnem primeru bo negativen. Torej, kdaj je večji od nič, ta minus 1 damo na drugo stran, tukaj delimo 4, ker delimo s pozitivnim 4, se ne bo obrnil nenačaj, bo stal kot je. Torej, ta izraz je pozitiven, ko sinus je večji od 1/4, tukaj na risbi, tukaj imamo te dve vrednosti, smo dobili že prej, torej, ko je večji od 1/4, smo tukaj in torej za vse te vrednosti je pozitiven ta izraz in za ostale bo negativen. Torej, to vse damo v shemo, predznak kosinusa, predznakov 4 sinus x minus 1 in ker njun produkt je odvod, torej dobimo tudi predznak odvoda s pravilom predznakov. Tukaj, vse to delamo med nič in 2 pi, ker delamo študij funkcije samo tam. Ni treba zares, da so tukaj narisane v razmerju te vrednosti, v razmerju z intervalom nič 2 pi. Je važen le vrstni red. Vrstni red mora biti pravi. Lahko tudi ni v razmerju, ni važno to za to shemo. Dobimo tukaj predznak prvega odvoda v vseh teh intervalih, torej tukaj funkcija pada, narašča in tako naprej. Torej tukaj imamo minimum, maksimum, minimum, maksimum. Sedaj izračunamo funkcijo, ne prvi odvod, funkcijo v teh vrednostih, tako da znamo točno, kje so ti minimumi in maksimumi. Zato prej si izračunamo sinus v teh vrednostih, ker moja funkcija je izražena tudi samo s sinusom. In to ni težko, mi smo dobili te vrednosti, nič več za nič 8 pi, nič več za 92 pi, prav tako, da tukaj sinus je veljal 1/4. To je tukaj 1/4, ni težko izračunati sinus v pi polovici in 3 polovice pi, imamo 1 in minus 1, in vse to zdaj damo notri v ta polinom. Namesto sinusa damo te vrednosti tukaj.
in dobimo koliko velja funkcija v maksimumih in minimumih. Sedaj izračunamo drugi odvod. Torej, prvi odvod je izražen kot produkt, naredimo kot odvod produkta. Odvod od kosinusa je minus sinus krat drugi faktor. Plus kosinus krat odvod od drugega faktorja, tukaj ta minus 1 gre proč, je 4 kosinus x. Sedaj tukaj pomnožim. Hočem spet izraziti vse kot eno samo funkcijo, ali sinus ali kosinus. V resnici, ker imam sinus na prvo, bom zamenjal kosinus. Namesto kosinus na drugo bom dal 1 minus sinus na drugo. Tukaj grem še pomnožiti in preuredim in dobim drugi odvod, da je minus 8 sinus na drugo x plus sinus x plus 4. Torej, hočem videti, kdaj drugi odvod je enak nič. Postavim ta izraz enak nič, nova spremenljivka, to je sinus x, imam polinom v druge stopnje v t-ju, enak nič, zračunam s formulo za enačbe druge stopnje. Tukaj dobim kvadratni koren 129, ki ni točna vrednost. Bomo naredili približke, ker itak smo bili primorani narediti nekaj približkov. Torej, tukaj se naredim približke z žepnim računalnikom teh dveh vrednosti, dobim nič veca 77 minus nič veca 65. Moramo rešiti enačbo. Sinus x je enako nič veca 77, sinus x je enako minus nič veca 65. Se naredi izmeri na isti način, torej ta prva vrednost je arcsinus od nič veca 77, dobim to in napišem kot večkratnik od pi. Zakaj? Ker druga vrednost mora biti pi minus prejšnja vrednost in dobim izraženo na oba načina, ki narabi za graf. Skakor se vidi tudi tukaj grafično, da imamo nič veca 77, dobim to vrednost in to vrednost, ki smo tukaj zračunali. Tukaj sinus x popolnoma ista zadeva, arcsinus od minus nič veca 65, le da tukaj dobimo eno vrednost, ki je minus nič veca 23 pi, je izven našega intervala od nič do 2 pi, ampak jo vseeno rabimo, zato da dobimo drugo rešitev. Tukaj smo pi minus ta vrednost, smo dobili to, tukaj pa za prvo vrednost moramo dodati 2 pi, zato da bo notri v intervalu. In dobim tudi vrednost tukaj, imam 1 veca 23 pi, 1 veca 77 pi. Sedaj predznak drugega odvoda. Torej smo imeli, drugi odvod je ta, napišemo kot polinom v t-ju. Ta polinom, ta je predstavljeno parabolo, obrnjena navzdolj, ker ima minus 8 kot koeficient od t na drugo. V teh dveh vrednostih se izniči, so približne vrednosti. In torej, kot smo naredili prej, ta polinom tukaj, zračunan v t-ju, ki je sinus x, je prav moj drugi odvod. Torej, ta polinom je pozitiven, ko smo tukaj, ko t je med minus nič veca 65 in nič veca 77. In ta polinom je negativen, ko smo pod nič veca 65 ali nad nič veca 77. To narišem na trigonometrični krožnici. Torej, moj drugi odvod je pozitiven, ko t, ki je sinus, je med tema dvema vrednostima. Ko sinus je med tema dvema vrednostima, torej imamo tukaj in tukaj, moj drugi odvod je pozitiven. Ko smo pod to vrednostjo in nad to vrednostjo, tukaj je negativen drugi odvod. Torej, zdaj tukaj lahko napišemo schemo z vseh intervalih, ki je pozitiven, ki je negativen drugi odvod, torej pogledamo konkavnost, razumemo, tukaj imamo 1, 2, 3, 4 prevoje, zračunamo funkcijo v prevojih, tako da dobimo prav točno, ki so ti prevoji. Ko smo prej naredili, prej zračunamo sinus v teh vrednostih, ker itak ta nič veca 28 pi, nič veca 70 pi, smo jih dobili tako, da njun sinus je bil nič veca 77, podobno za tega. Znamo že, in sedaj te vrednosti sinusa stavimo tukaj v ta izraz in dobimo, koliko je velja funkcija v prevojih. Sedaj tukaj so obnovljene vse informacije, funkcija prvi odvod, drugi odvod, koordinate napisane s približki minimumov in maksimumov, koordinate s približki prevojev. Tukaj sem tudi približek ničelj funkcije. Tudi upoštevana funkcija v nič mora biti isto kot funkcija v 2 pi je minus 1. Torej, jaz bi začel risati prav od tega. Tukaj minus 1, tukaj minus 1. Narišemo vse točke, ki so maksimum minimumi, ta. Narišemo vse prevoje, ta. In potem je jasno, kako gre funkcija, ko imamo vse te informacije. Mora iti nujno tako.
Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.